Pozdravljeni v oddaji Pogled nazaj. V današnji oddaji bomo prisluhnili osebni zgodbi enega izmed sogovornikov iz Centra starejših Deos Koper. Njegovo življenje, prepleteno s spomini na otroštvo, mladost in prelomne zgodovinske trenutke, nam bo razkrilo, kako se je svet spreminjal skozi desetletja in kakšne vrednote so nekoč usmerjale vsak dan. Poglejmo. Moje življenje se je začelo v pomanjkanju, namreč mama je zbolela, ko me je rodila, in je bila sreča, da njena prijateljica je tudi rodila istočasno eno deklico. In je hodila, dopoldne je opravila svojo hčerkico, ko jo je opravila, je prišla, sem dobil tudi jaz mlekca na užitek, ne, ker mama je bila bolana in ni mogla. To se pravi, že takrat je to življenje mi postavilo bi rekel, en preizkus, ali bom ali ne bom. No, se je steklo v redu, tudi mama je ozdravila in tako je šlo naprej do enega, se spomnim zdaj točno, ne vem, po mojem sem imel ene 3-4 leta in sem začel pomagati, ker je bila nona doma več, mama je hodila služit zato, da smo lahko živeli. Oče brez službe ni dobil službe, ker je bil zaveden Slovenec. In tako da je bilo, jaz sem začel torej pomagati noni, pomesti kaj po hiši, ne. Doma smo imeli odprto ognjišče, ne, in seveda se je tudi pepela nabralo okrog in dima. No, to je bilo moje, bi rekel, moj začetek zavedanja, ne. No, moja družina, torej izhajam iz verske družine, ne. Torej vsi verni, tudi oče, vendar bom rekel zmerno, ker je brž menjal. No, mene so učili doma molitve, smo pri vsakem obredu, pred obredom smo zmolili Oče naš in Zdravo Marijo. Naučili so me potem tudi, sem hodil k verouku, stric od očeta, torej brat od none, je bil mežnar dolgo let, ne vem koliko, ampak v mojem času je bil mežnar še, v Novi vasi, rojen sem v Novi vasi. Nad Dragonjo so ji dali ime v naši republiki. Jaz pravim, da tudi Ljubljana je nad Dragonjo, ne. Nad Dragonjo so Šupeter, Sveti Peter, nad Dragonjo Krkavče, nad Dragonjo Puče, nad Dragonjo Koštabona, ne, in se neha s te strani, ne. Ja. No, in so me naučili za streč farju pri maši. Sem bil strežnik, ne.
In to sem upravljal, mislim malo kasneje, ko sem tudi, bom rekel, moje prispevek družini je bil potem gnati past kozo. Včasih smo imeli tudi 2, ampak to je bil višek. V glavnem, da smo imeli vsaj nekaj mleka otroci. Jaz sem bil ta prvi, ampak povem, nas je bilo 8 otrok potem, ne bom kasneje imel. No, in to je šlo naprej. Jaz sem vsako jutro, če se je dalo, če je bilo lepo vreme, sem kozo peljal nekam v gozd na pašo in sem nabiral potem taka po gozdu majhne kose lesa, si zvezal na fašino, smo rekli, ne, in nosil domov. Ne, to je bila moja naloga tam v tistih, tam do 10 let cirka, ne. Ampak jaz sem, pravim, služil to tudi Farju pri maši, ne, z enim bratrancem, Alvirom, pokojnim, naj počiva v miru. No, pa sem zelo poslušal, kaj se dogaja na svetu, in moram reči, da imam eno srečo, da sem veliko razmišljal, kako je prišel ta Kristus na svet, pa kako sploh, kje je ta Bog, da se ne pokaže, ne, saj ga služim, saj, ne. No, in jaz sem začel sam v sebi raziskovati to, kar sem videl. Po gozdu sem se najlepše in najrajši imel, ne. In sem začel se iskati in se ustvarjati sam. To rečem vam res danes z vso resnostjo. Jaz sem samega sebe sam ustvaril. Jaz sem prišel do tega, ker sem tudi se je slišalo marsikaj, sem se pa skozi spraševal, pa zakaj se ne pokaže ta Bog, pa zakaj se ne ta Kristus, ne, kako to, da je, ne, saj sem ga spoštoval, Bogi, ki so ga križali, ne, ampak ni mi bilo jasno, meni to ni šlo in ni šlo. In počasi sem začel sam ustvarjati eno iskati življenje, se spoznati življenje, ki sem ga živel. Torej sem bil, potem sem šel v šolo, še to, sem začel, ker nisem našel torej v sebi to vero, to sposobnost, ne, sem začel razmišljati in razmišljati. In
nisem bil zadovoljen. Sem začel zamujati maše, ne, in sem rekel, ja, koza mi je šla v njive, ne, in ne, tako sem zamujal, ne. In včasih so me tudi malo za uho, oče ni bil tako, torej, kot sem rekel, on je bil bolj razumen možakar, ne. Tudi zelo spoštovan, tudi od ostalih vaščanov, ne. Mama pa je bila, torej mama me je videla kot duhovnika že. Ona bi bila vesela, naj počiva v miru, ji oprostim vse, ker je veliko naredila zame, ne. Ampak je bila pač utopljena v to, nona tudi. Brat od nona je bil mežnar, kot sem rekel, ne, dolgo let. No, in jaz sem začel zamujati to in vedno bolj sem se, bi rekel, samega sebe osvajal, se spoznaval naravo. Veste, otroci smo delali vse mogoče, bom rekel, smo si delali tudi piščale, ne, sami iz pomladi, ne, drugače ne. Se da jesenova, ne, potegniti ven spomladi, ko je, ne, malo zaviješ okrog drva, ne, in pride ven tale skorja, no, ne. In sem potem ta jesen, ki sem ga uporabil, ne, ker dol sem ga prijel, to je mladica od jesena, ne, je potem špičast dol, ker ga ureže ko sir, ne. In pa sem jaz to zravnal, Madonna, sem rekel, vidiš, še narava misli na nas. To je pa že, govorim tudi o NOB-ju, Narodno-osvobodilna vojna. Oče je postal, so ga izvolili za predsednika NOB-ja, torej vaškega, ne. In jaz vidim petokrako zvezdo v tem jesenu. To lahko preverimo še danes, ker jesen je jesen in ima tako srednjo strukturo, ne, da kot da je ena zvezda. Ni bila rdeča, ampak tudi ne malce barvana. No, in sem rekel, evo, tu je spet ena, da narava je tista, ki nas je naredila, smo del narave, in jaz sem sam to spoznal že kot 10,5 let sem imel, ne. Prej sem pa, pravim, naredil tudi 3 razrede italijanske osnovne šole. Jaz sem bil eden od tepenih v šoli. Enkrat, torej sem imel ene copate, sem hodil v copatah, ker ni bilo, ki jih je oče naredil, in mama z enega, en odpadni tale od biciklete, od kolesa, kolo, ne,
tisto, ne. Iz tistega pol, ker je bilo počeno, razbito in tako naprej, ni bilo naše, ampak najdeno je bilo in je oče zrezal mi podplat, ne, in mama je pa zašila potem to s platnom gor. No, in v šoli teh copat, ko je končalo, ni bilo, ne. Nisem našel in jaz seveda jokac tam na hodniku v šoli, jokal in so mi povedali, da kdo mi jih je skril. Eden seveda starejši od mene iz Svetega Petra, iz Šopetra, smo rekli mi. In z njim tam, daj mi moje cavate, jokal in ne, naenkrat mi prileti ena žlepa, smo rekli, ena, ne, od zadaj, ne, da sem padel na tla, ne, qui parla soltanto italiano in je šla, pa je bila manjša kot jaz, torej ena majhna učiteljica je bila. Mi je premazala to, da me je vrgla po tleh. Ja. In tako da sem, kako bi rekel, sem postajal, ker je oče tudi prišel do tiste stopnje, da so ga zbrali, ne, je prihajala tudi pošta, ali pa je kaj poslal, ampak je naredil eno luknjo v zidu, smo rekli, pri cerkvi, tam sem imel eno, bom rekel, danes bi rekel, eno njivco malo, ne, in ena konstrukcija, ker je bila noter kokoši, pa koza včasih, no, in sem toliko mi je zaupal, da mi je pokazal, v tistem je imel tudi spravljeno puško, ne, in mi je pokazal, kje je ta luknja, in sem hodil iskat, sem pozabil, oprostite, medtem je bil oče v Linzu, v Nemčiji, ne, Nemci so rabili, ne, in je prišel, ne vem kako, so tudi ene par fantov oziroma moških še z vasi so šli delati v Nemčijo takrat, ne. In oče se je, mu je vlak zdrobil desno nogo pod koleno, ne, in je hodil Bergah je postal 100-odstotni invalid, je bil 1 leto in 12 dni v bolnici v Linzu, ne. So rekli takrat, če bi to se zgodilo v Italiji, torej pri nas takrat, ne, je bila še zmeraj Italija, ja. In bi mu sigurno odrezali nogo in bi bil brez noge, ne. No, Nemcem je treba priznati, da so bili verjetno 1 stopnjo pred ostalimi evropskimi narodi, državami, ne vem. No, skratka, je tudi zaradi tega sem mu dobrodošel, ker je hodil z berglami, ni bil gibčen, ne, in je bilo treba nesti, iti pobrat, pa tudi nesti, ampak k njemu so hodili eden iz Pomjana,
zdaj se več ne spomnim priimka, je bil, torej je imel po vseh teh vaseh, je bil on, ko je imel zvezo in hodil, ne. In jaz sem včasih tudi, ko so se pogovarjali, ne, pa eden Šmarij je pa bil že partizan, torej oborožen in, ne, in je hodil od ene do druge vasi, torej nekako je in je imel opravka s temi funkcionarji, ne, Osvobodilne fronte. No, in slišim enkrat, ne, je eden, sta bila dva, je prišel še eden zraven od teh funkcionarjev, ne, in eden je rekel, ma dajte reči ljudem, da ne, zakaj se reči, da so videli partizane, ne, in da jih je bilo dosti, ampak tudi, če ste jih videli, naj rečejo, tudi če so jih videli, naj rečejo, v katero smer so šli, nasprotno, ne. No, in to sem doživel potem v tej situaciji, da ko sem to slišal, ne, jaz sem si to zapomnil kot, ne, je bila situacija, da so partizani, ena četa partizanov, so spali izven vasi, ne, v Mladci smo rekli, ne, in ko so prišli, so vstali zjutraj, prišli v vas, ne, Nemci pa gor že ene mogoče 100–150 metrov od vasi so že bili, ko so prihajali iz Padne, ker tam jih je bila, tam so imeli komando, ne, in jih je bilo več, ne. In so prihajali vsako toliko, ne, okrog, ne. In naenkrat nas dvigne, torej spala sva z drugim bratom, Joakinom, ne, skupaj v eni postelji v podstrešju, v šofitu smo rekli, na šofite. No, in naenkrat streli mimo naše hiše, noter bo en porton, ne, ker so imeli živino, torej štalo noter, ne, zgoraj seno in v momentu, tako kot je, pol sem videl, ko so še streljali, ker je bilo še mrak zjutraj, ne, sem videl krogle, ki so letele mimo, ene par verjetno. No, in seveda tudi brat je vstal in kaj zdaj. Oče je pa spal tisto noč v bunkerju, ki so ga naredili sami, ne, na eni naši njivci dol, ko so pod vasjo, ne, je ena pa druga, ne, tele njivce bile. In tam je po noči, tisto noč je bil tam in mama nas je seveda pobrala, nas je bilo že 4, 5 že. Ana je bila ta, tista še dojenček, ne. Je pobrala njo in mi vsi 3, smo bili že 3 bratje in ena sestra, ki je zdaj v Kanadi, ki je ne bom nikdar več videl, izgleda. No, in smo se usedli pred hišo, ne, je taka ena
iz kamenja narejeno, ampak za se usest, ne. In se usedla tam s to naročjo, s to deklico, Ano, in mi na vsaki strani po dva smo bili, ne. Ja, in naenkrat pride mimo, ker je ta naša kurta, torej, ne, je bila na tej strani zgornja cesta, ki gre skozi cel hrib, potem naprej v Šopeter, in tu tak je pa po sredi vasi prišla, ne. In naenkrat tu en nemški oficir z brzo streljko je stopil noter in pred mamo, ne, banditen, ne, je spraševal, kje so banditi, ne. Ne, ker so streljali nanje partizani, ne, in oni na njih, ne, partizani so čez vas dol proti Krkavčam, Krkavški hrib, ne, in so zbežali, ne. In tam je grozil, potem tudi kakšno po italijansko je rekel, ne, in mama ni vedela partizanov, ona, ne, in tudi mi ne. Ma pol, ko je to, sem se spomnil jaz, da je treba reči, da smo videli in kam so šli. In jaz sem rekel, ja, banditen, pa sem pokazal pot proti Svetemu Petru. V tistem je eno skupino poslal dol po cesti, ta drugo skupino pa na zvonik gor, ker so že vedeli, da iz tega zvonika našega, tudi novovaškega, je lep razgled po celi vasi, po celim sosednje hribe, vse zares. Zaliv Piranski, Portoroški, vidiš Punto tam, ne, Savudrijsko. No, in je poslal ene dol, ene gor, ne, in seveda tudi so obdelali celo vas, ne. No, še eno. Ko so pa prišli Nemci v Istro, ne, so bile borbe med iz Kopra do Šmarij, ne, v Šmarjah so bili partizani, tudi v Kopru prej, pol so se umaknili in so bile borbe tam, ne. To govorim zdaj, kar bi moral že prej povedati predtem. To je bila, ko so Nemci osvojili Istro, ne. No, in ko so prišli v Šmarje, so požgali. No, in tam je bil eden od funkcionarjev, ki je bil invalid, mlad fant, ne, Gunjač, Miljo, ki ga obiščem še zdaj, če grem v Novo vas, kjer Revež leži. No, in je rekel, ma gremo pogledat gor na Turen, je rekel, na zvonik, da vidimo to, kar se je videl dim, ne. In oče naš, ne, ko je bil invalid, ko sem rekel, ne, je hodil kaj
tudi pomagati temu stricu, ne, njegovemu, ne, ki je bil mežnar, ne. Tako da je tudi, ko so pobirali za župnika, za farja, smo rekli, ne, okrog, pa smo tudi mi dobili kakšno kilo polente oziroma moke za polento, ne. In seveda mi dva, jaz pa ta drugi brat, Joakim, pa smo hodili zvonit, ne. In je rekel, in sva imela ključ, ne, torej tisti, ki je šel, je oče dal ključ in smo šli zvonit. Zjutraj Zdravo Marijo, opoldne kosilo in zvečer tudi Zdravo Marijo, ne. No, in je rekel, vzemi ključ, je rekel, on pa še eden, ne, se je pridružil in gremo jim odpreti vrata zvonika in smo šli tudi jaz z njimi gor, ne. In smo gledali proti Šmarjem, ma vseeno hrib gor naprej, skrivaš vas, ne. Ma smo videli dim in so ene dve hiši, ki se pa tudi vidijo, ki grejo proti Pomjanu, ne. In ena od teh je tudi gorela že. No, in medtem pride avion, nemški, oni dvokrilni, ne, in naredijo krog po vasi, ne, tam, to je bila sobota, tam ene 100 metrov niti ne od zvonika, tam na eni kavadanji, rečemo mi, torej okrog njiv, ko so tiste zelenice, ne, so se igrali fantje od 16 let, ne. No, in ko so prišli, torej ko je ta avion šel, preden je šel, prav nad njimi je letel tam in je tudi nas videl, potem sem kapiral, in je vrgel raketo. Ne vem, če je bilo 20 minut, so bili Nemci kolona že v vasi, ne. Ena skupina takoj na zvonik in drugo vse raziskali vas. One fante tam so, ne vem, 10 mogoče Nemcev, ne, vsi so prišli na tiste fante, so se igrali tam, ne, ker je bil oktober mesec, topel, je bilo toplo, kot je bil zdaj, to leto toplo. In takoj na njih brcati, ne, in so jih dvignili gor, je bilo 5 fantov, ne, enega moža, ki je naslednji dan, torej to je naslednja nedelja je nova nedelja v Novi vasi, torej vaški praznik, ne, in žena sta bila, samo mož pa žena, ta dva. Torej, on je hitel, je napravila, torej pince za praznik, ne, in onda bo šel spraviti to, da, ne, ker so Nemci hodili tudi v vas. Je pa dol iz stopnic, se me je zdrsnilo
je pal in so slišali, ne, sta bila dva Nemca takoj gor in sta ga pripeljala in te fante in tega moža so dali na vsako vozilo po enega. Ne. Na vsako vozilo po enega so dali in ko so opravili to, so šli naprej proti Sečovljam skozi Šupeter v Sečovlje. Ne. In kaj se je zgodilo, ko so od Sečovlje šli gor že na hrvaški strani, je bila še pot, ko so jo glih delali, so te fante in tega moža ustrelili vsakega tu v vrat zadaj, ne. In ti padli dol, so šla kolesa po njih in tako naprej, ne. Marsikdo je bil, ker sem potem jih videl. Jaz sem se pa kot otrok, moram reči, pa strašno bal mrtvih in močil posteljo do 14. leta, torej to sem imel eno hudo reč, ne, ko je kdo umrl in sem še nosil farijo zraven tisto kropljenje, ne, smo šli dvigniti tega mrtvega, ma nisem šel ga videti jaz, ne. In so znali, zakaj, in je šel zmeraj ta očetov stric Mežnar, ne. Ne, potem, ko je bil v banki, ne, v krsti, ne, ga nisem videl več, ampak vseeno, jaz nisem, moram reči, da sem veliko noči tudi sanjal z mrtvimi, zmeraj sem videl v sanjah Koščenega, ker smo imeli eno knjigo pesmi od Simona Gregorčiča, je imel oče, ne. In tam noter so te pesmi in na enem listu je narisan okostnjak, ne. In jaz sem tisto zmeraj preskočil, ne, tiste nisem nikdar, ne, ampak sem imel rad, ker so bile pesmice noter, ne, in že to mi je bilo nekaj všeč, ne. Kako ste se odločili, da pridete v dom in kako se počutite tukaj? Se počutim tukaj, bom rekel, zelo v redu. Jaz sem imel včeraj na obisku, so prišle me dve od žensk, ki so me vzdrževali leta, odkar sem doživel tudi srce me je povedalo. In potem, ker sem tak šibak bil zmeraj, ne, sem zmeraj kaj, in zdaj, ko sem zbolel kot upokojenec, ne, žena Karmela mi je umrla pred 3 leti. Leži v Izoli, vsak dan ji zaigram njeno pesmico, ki sem ji igral na tale Sinti, ja, ne, in vsak dan jih zaigram to. Njej in še ostalim drugim, ne, ja.
In kaj ne, torej, je dolga, veste, jaz sem tudi napisal, pa so rekli, niso hoteli objaviti, ker sem pisal samo o moji družini, in nadaljeval, dokler sem jaz ustvaril družino in tudi tu, in še zaključil, da vse, kar sva z mamo uspela ustvariti, sem rekel, se razdeli, imam 3 otroke, 2 hčeri in enega sina. Vsi 3 so univerzitetno izobraženi in sem rekel, kar je mama pustila in kar je našega, se deli na 3. Smo šli na sodišče in to uredili tako. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.